pravilnih odnosov predstavlja enega večjih izzivov za marsikoga. Postavitev družine je metoda, ki vam lahko pomaga pri razreševanju in razumevanju določenih vzorcev, ki so nastali v vaši družini. O tem se bova pogovarjala s predavateljem in učiteljem na šoli čustvene inteligence, Boštjanom Trtnikom. Boštjan, lepo pozdravljen. Enako. Ob besedi postavitev družine je tista prva asociacija, ki mi je nekako prišla na misel, neka igra, neka postavitev, kot šahovnica, recimo pri šahu, da postaviš neke figure. Kaj pa je v bistvu postavitev družine? Ja, sej ta asociacija je kar ustrezna, ker lahko bi rekli, da pravzaprav tudi celo to naše življenje in preplet odnosov je na nek način igra. Včasih komedija, včasih tragedija ali pa še kaj tretjega tudi lahko. In v osnovi je postavitev, tako kot si že povedala, en način razreševanja družinskih vzorcev ali pa čustvenih vozlov, konfliktov, ki se vedno dogaja v skupini na tak način, da tisti, ki želi nekaj razrešiti, da si izmed udeležencev izbere predstavnike za svojo družino in jih potem po nekem svojem notranjem občutku razporedi v prostor. Zato se tudi imenuje postavitev družine. Omenjala sva, to se pravi tisti vzorci, tiste posledice, ki jih pušča recimo vzgoja ali odnosi na nas in na našo družino. Kaj pa so navadno te posledice ali te vzroki za to? Ja, te vzroki, posledice, ali pa jaz jih tudi imenujem tako kot taki posebni usodni družinski dogodki, so raznovrstni. In kar je tukaj zelo zanimivo ali pa dragoceno je, da postavitev družine dejansko gleda na družino kot na sistem. Se pravi, vsakič, ko zdaj omenjam besedo družino, ne mislim samo tisto osnovno primarno družino, mamo, očeta in ne vem, 2 otroka, tako klasično, ampak mislim tudi stare starše in druge prednike, tako da gledamo družino v tem širšem smislu. In tudi tukaj na teh delavnicah postavitve družine se lepo pokaže, kako te nerazrešene stvari v družini, kako se prenašajo iz generacijo v generacijo in kako vplivajo potem na celoten družinski sistem. In takšni čustveni pretresi v družini so vsi tisti dogodki, ki morda niso pričakovani in ki prinesejo neko breme ali pa veliko čustev v družino. To so recimo kakšne nepričakovane zgodne smrti staršev, otrok, recimo da otrok, ko je še star 3 leta, da ima ta starša prometno nesrečo in umre, tam si lahko predstavljamo, kakšno breme je za družino. Ali da recimo umre otrok kot dojenček ali kasneje v svoji mladosti. Potem recimo tudi, včasih je bilo to še bolj pogosto, ko so ženske umirale na porodih, ravno tako splavljeni otroci, bodisi da pride do spontanega splava ali pa da se ženska ali pa par odloči za splav. Potem tudi raznovrstne nesreče, omenil sem že prometne nesreče, tudi druge nesreče, ki se zgodijo in potem recimo človek bodisi umre ali postane invalid, tudi recimo umori, samomori, kakšne težje bolezni, kot je rak, druge duševne bolezni. Skratka, zdaj, ko sem malo naštel te dogodke, lahko dobimo približen občutek, kakšne so to stvari, ki so potem v družinskem sistemu in ker se ljudje pravzaprav šele učimo izražati ljubezni in pravilnih medsebojnih odnosov, potem je velikokrat tako, da ob teh dogodkih nekako družina se ne znajde najbolje, in ne znajo pravzaprav vse te čustvene energije predelati. In potem to v sistemu je kot en tak vozel in če ga ne reši ena generacija, se potem na tej nezavedni ravni prenese v naslednjo. To, kar si sedaj omenil, so res taki zelo drastični posegi v življenje. Gre vedno za to, da so tako očitni, naven očitni dogodki, ali so lahko bolj subtilni in izhajajo iz nekega nezavednega? Ja, sej marsikaj od teh dogodkov pusti pravzaprav posledica v našem nezavednem. Velikokrat je tako, ko pride tak stres ali pa takšen dogodek, takšno breme v družino, se potem dostikrat kot nek obrambni mehanizem ljudje vedemo tako, da en del te čustvene energije potlačimo ali pa se s tem ne ukvarjamo. In potem dejansko obtičimo, bodisi v jezi, v nekem občutku krivde, v zameri in si ne dovolimo, da bi to predelali, da bi začutili bolečino, da bi odžalovali. Vedeti je pa treba, da so čustva tako nekako naložena v plasteh, in če
pravzaprav bežimo pred solzami, pred žalostjo, pred bolečino, bežimo tudi pred tistim hrepenenjem ali pa željo po povezanosti. To se na postavitvah lepo pokaže, ko predstavniki teh družinskih članov gredo skozi celoten ta proces čustvovanja, potem na koncu vedno pridejo do hrepenenja po povezanosti, po želji po ljubezni in potem dejansko se vzpostavi v družini neko novo ravnovesje. Kaj pa so lahko neki taki simptomi, da se lahko prepoznamo, da smo nekje obtičali oziroma da smo obtičali v nekem vzorcu in da bi nam taka metoda recimo lahko koristila? Ja, običajno se to kaže kot konflikt ali pa nezadovoljstvo lahko v medsebojnih odnosih. Veliko ljudi pride na delavnico, ker čutijo, da odnos s starši ali z mamo ali z očetom ali z obema ni takšen, kot bi si želeli, da so neke nerazrešene stvari, neizrečene stvari, da pravzaprav vse tisto, kar se je zgodilo v primarni družini, potem lahko spet na nezavedni ravni nosimo s seboj še naprej. Potem ravno tako so lahko to težave v partnerskem odnosu, saj pravzaprav partnerski odnos in odnos do staršev gresta z roko v roki. Lahko so to tudi potem odnosi do otrok. Marsikdo potem smatra svoje otroke kot mogoče tiste dežurne krivce, pa pravzaprav se potem lahko s postavitvijo pokaže še neka nova dimenzija. Možno je pa seveda tudi nek občutek, ki je bolj povezan s človekom samim v smislu, zadnjič se spomnim, je ena udeleženka rekla, da ima že celo življenje občutek, da bi bila tako na pol mrtva, da nima prave energije. Ena druga je rekla, da ima ta občutek, da nima pravega mesta v družini. Se pravi, to so potem lahko neki občutki, ki so dejansko bolj povezani s samo podobo, zavedanjem sebe, ki ravno tako nam lahko dajo misliti, da se pod tem skriva še neka druga dimenzija. Z našo ekipo smo tudi obiskali eno od tvojih delavnic in tisto, kar je bilo moč opaziti, je, da naven se je nekaj dosti dogajalo. Ko smo se pa malo poglobili v detajle, se pa vidi, da so to čustveno zelo intenzivne situacije. Kako poteka terapija? Ja, dejansko taka postavitev družine poteka vedno v skupini, kjer je kakšnih 12 ali pa 15 udeležencev in nekdo, ki se odloči, da bo postavil svojo družino, recimo, da sem to jaz, da bom lažje govoril, potem si izmed teh udeležencev na delavnici izberem nekoga, recimo, ki predstavlja mojo mamo, nekoga, ki predstavlja očeta in nekoga, ki predstavlja mene. S tem, da se že jaz prej z voditeljem delavnice tudi pogovorim, pogledam svoje družinsko drevo in se odločva, kje bi bilo tisto izhodišče za začetek. In kar je zelo zanimivo pri tej postavitvi družine, in zato se tudi imenuje fenomenološka, je to, da pravzaprav te predstavniki mojih družinskih članov, da dobijo občutke tistih ljudi, ki jih predstavljajo. V ozadju je tako imenovano polje duha ali pa preprosto jaz to imenujem družinsko polje in gre za kot nek spomin družine, v katerem so pravzaprav vsi dogodki, vsa čustva, vse, kar se je zgodilo, lahko tudi generacije nazaj. In lahko si predstavljamo, da je družinska duša, ki je nekje v ozadju te postavitve in ki pravzaprav tudi vodi celoten proces, zelo zainteresirana, da se vsaki družini kaj razreši, da pride do večje povezanosti, razbremenitve. In da je to polje, potem bom rekel, na sami delavnici na voljo, zaradi tega, da lahko predstavniki potem dejansko pokažejo, kaj se v tisti družini dogaja. Ker vedeti moramo, recimo, če jaz postavljam svojo primarno družino, jaz sem jo doživljal na nek svoj način, ki je seveda zelo subjektiven in ki je samo del resnice. In zato je pa potem postavitev tako dragocena, ker pravzaprav se pokaže neka globja plast ali pa neka globja dimenzija ali pa nek širši uvid lahko dobimo vse skupaj. In potem tisti, ki vodi delavnico po nekem svojem občutku, pa glede na družinsko drevo, potem vodi celoten proces, tako da pride do neke razbremenitve, razrešitve. Neobičajno je potem potrebno še od tiste prvotne slike družine še dodati kakšnega družinskega člana, tako kot sem že prej omenil, da so stvari velikokrat povezane s preteklimi generacijami. Recimo
Zdaj si izmišljujem, če je tak primer, da bi recimo moji mami umrli starši, ko je bila še otrok, potem bi gotovo v tej postavitvi dodali še enega udeleženca za njeno mamo in drugega za njenega očeta in bi potem na tisti ravni lahko prišlo do neke razrešitve in to bi se potem pokazalo tudi v odnosu moje mame do mene. Skratka, ena taka postavitev običajno traja kar kakšno uro ali pa uro in pol, ker dejansko se vidi, da ta proces razreševanja, razbremenitve in povezanosti, da potrebuje svoj čas. In tako kot si rekla, je navzven ni kaj dosti vidno, zaradi tega, ker postavitev običajno poteka z zelo malo besedami, je pa skozi samo obrazno mimiko, skozi geste, premike in predvsem poglede se pa veliko te čustvene energije razbremeni, tako da je čustveno zelo intenzivna izkušnja. Kaj pa se v tvoji praksi pokazalo, da so potem največkrat bili tisti vzorci? Je kakšen tak skupni imenovalec? Od česa smo največkrat ranjeni in prizadeti? Ja, tisto, kar je mogoče res skupno, je to, da ljudje velikokrat na svoje odnose gledamo tako zelo čustveno. Bi lahko rekli, da smo tako ljudje čustvena bitja in vse, kar se dogaja, v bistvu skozi prizmo svojih čustev doživljamo. In potem je velikokrat tako, da v družini tiste, za katere se nam zdijo, da so slabi ali pa krivi ali pa v skladu z neko našo moralo ali pa predstavami neprimerni, da se od tistih pravzaprav distanciramo in jih izločimo. Pa ne samo posameznik, ampak cela družina. Recimo včasih, ko je bilo še tako rekoč imeti greh nezakonskega otroka, si lahko predstavljamo, da so takega otroka in tudi isto žensko, da je družina izločila ali pa niso o njej govorili ali pa niso jo vabili na neka praznovanja. Podobno recimo, če je nekdo alkoholik. Tako da v bistvu je to ozadje vedno dosti podobno, da pravzaprav s postavitvijo potem prepoznamo ta vzorec, kako je bil nekdo iz družine izključen in da toliko časa v družini ni miru. Ker eno tako načelo, ki ga družinska duša zasleduje, je to, da vsi, ki so povezani z družino tako ali drugače, da imajo svoje mesto in ji pripadajo. In če družina nekoga izloči, da ga noče videti, je potem nek nemir, se lahko kdo iz kasnejših generacij poveže s tisto manjkajočo osebo. Tako da to je en tak osnovni vzorec, ki pa se ga velikokrat ne zavedamo. In pravzaprav nas postavitev potem uči gledati s srcem. Se pravi, da ne gledamo samo čustveno skozi svojo bolečino, jezo, prizadetost, ampak da malo širše pogledamo na vse skupaj. Če vidim, na postavitvi svoje starše kot otroke, ki so imeli svojo primarno družino in svojo zgodbo, potem se mi absolutno zelo spremeni odnos do njih in ne morem več imeti samo občutka, da so oni za vse krivi. O tem, kako so delavnico postavitev družine doživeli udeleženci, smo se pogovorili kar na delavnici sami. Pa si poglejmo prispevek. Kako je družina v resnici funkcionirala, kako so se počutili njeni člani, moji starši, kako recimo vse tisto, kar sem jaz kot otrok dojemala in sprejemala, pravzaprav je to bila samo moja percepcija. Tukaj v tej postavitvi se pa je jasno pokazalo, torej ni dvoma o tem, kako so moji ljudje čutili in kako težko je njim bilo, ker ti kot otrok vedno nase pogledaš, kaj so pa oni meni naredili. Predvsem se mi zdi zelo pomembno to spoznanje, da se starši spoznajo v drugačni luči. Da se mogoče vidi, kaj so starši preživljali, kakšno otroštvo so imeli, in da naš pogled verjetno ni čist resničen, da naša interpretacija ni resnična, da je resnica še kakšna druga in da se pri tej postavitvi lahko vidi tudi drugačna resnica. In ta pogled staršev iz drugačne luči spremeni sebe in ta energija verjetno spremeni tudi starše in s tem se spremeni tudi odnos med otroci in starši. Skozi postavitve
sem nekako tudi sama spoznala, da se ustvarja pravzaprav nek nov prostor za ljubezen, za lepe trenutke, za lepe občutke, pravzaprav, ki jih prej nekako v naših srcih morda ni bilo zaradi določenih zamer, zaradi določenih manj prijetnih izkušenj in pravzaprav nekako sem spoznala, da pogoj za sprejemanje neke usode, nekih boljših pogledov na odnose ni pogojeno s tem, da razumemo situacijo, ampak pravzaprav, da nekako sprejmemo in skozi to sprejemanje pravzaprav rečemo usodi na nek način hvala in damo prostor za to, da na vse skupaj pogledamo z enim odprtim srcem, z ljubeznijo, ki nam potem omogoča tudi lepše odnose znotraj naših osnovnih družin, potem pa tudi z našimi otroci in vsemi tistimi, ki prihajajo za nami. Pravzaprav ustvarjamo neko novo pot za vse tiste, ki pravzaprav si utirajo v pot tudi naprej v naše družine. Ne gre za to, da spreminjaš družino ali kogarkoli iz družine. Gre za to, da spreminjaš pogled iz sebe na svojo družino, na člane družine, interpretacijo, ki si imel do zdaj, se precej spremeni. Oče, mati imata čisto drugačen pogled, spoznaš, da sta bila tudi oni dva nekoč otroka, da sta tudi oni dva doživljala svoje otroštvo in da jim je tudi njima pustilo otroštvo posledice. Bistveno odpuščanje samemu sebi. Ker s tem pogledom zmoreš odpustiti tudi to, da si nekoč v nekih trenutkih obsojal starše. Postavitev družine je prinesla en ogromen nov uvid. Uvid v to, kako pravzaprav deluje duša družinska. Namreč pravzaprav tega ni človek nikoli nikjer slišal, ne bral, ne spoznal, kljub različnim psihološkim, bi rekla, metodam, lahko rečem, da je ta najhitrejša pot do cilja. Prvi občutki postavitve družine so občutki spoznanja, kako res te energije delujejo. Kako se da z energijami spoznati marsikaj drugega, kot spoznaš z besedami. Kako s pogledi začutiš toplino, začutiš ježo ali pa sovraštvo, karkoli, ampak in to spoznanje ti pomaga procesirati te stvari tudi v sebi. Družine vsepovsod po svetu nosijo velika bremena. Nosijo bremena zato, ker ne pride prav do tega razreševanja teh vozlov, ker to se nabira, to ni samo družina primarna, ampak so vzadi še in še družin in to se samo zgoščuje in to rata kot ena kepa, ki jo človek ne more sam razrešiti. V tem postavitvi družine sem spoznala, da je ful pomemben, da spoštujemo usodo vseh svojih prednikov, to staršev, prababic, pradedkov, vsega prednikov nasplošno. Ful pomemben mi je v bistvu, ugotovila sem, da se prosto odpre za ljubezen, to sem najbolj ugotovila. Ljubezen se sproši v glavnem. In nadaljujemo pogovor z Boštjanom Trtnikom iz Šole čustvene inteligence. Boštjan, se kdaj zgodi, da rezultatov ni, oziroma da niso zadovoljivi, da še vedno ostajajo kakšne nerazrešene? Ja, moje dosedanje izkušnje so take, da vsaka postavitev pomeni neko razrešitev, da se neka čustvena energija sprosti, da neko breme pade in da pride do večje povezanosti in bližine. Treba je pa vedeti, da v vsaki družini oziroma v sistemu družine ali pa, da rečem, rodbine je več takih čustvenih vozlov. Ena postavitev nekaj razreši, potem mogoče naslednja postavitev nekaj drugega. Tako kot so že udeleženke povedale, dejansko vsakdo, ki ima tako veliko postavitev, lahko izkusi določene rezultate. Gotovo je to
da se nam pogled na našo družino in družinske člane spremeni. Ker dejansko tisti, ki postavlja družino, pravzaprav samo opazuje, kaj se dogaja. On ni vpleten in je nekako izvzet do neke mere iz te zgodbe in lahko bolj objektivno vidi tako sebe kot ostale družinske člane. Stvar je zelo nazorna. In pride tudi, gotovo pride do neke čustvene razbremenitve, neke jeze, občutkov krivde, strahov, bolečine, žalosti se sprosti, se razbremeni in pride do neke večje povezanosti, tako da to v bistvu doživi vsak udeleženec. Potem se pa včasih zgodijo še kakšni taki nepričakovani učinki, da rečem tako, kakšni taki mali čudeži, ko ljudje potem grejo spet v odnose in življenje in jih mogoče kakšen družinski član, ki se dolgo časa ni oglasil, da jih pokliče, da naveže kontakt ali pa da čutijo, da je odnos drugačen, da je komunikacija drugačna. Ker dejansko, ko se na delavnici nekaj v tem polju družine razreši, se potem ti občutki spet nazaj prenesejo do tistih družinskih članov. Je pa seveda tako, da pa še vedno treba biti pozoren na to, kako potem naprej komuniciramo, kako ravnamo. Življenje je nek tok dogodkov in slej ko prej spet vsako družino pride kakšen tak čustveni pretres. Tako da ni postavitev tista, ki lahko vse razreši dokončno, lahko pa zelo pomaga in razbremeni. Kako pa lahko prepoznamo sebe, da je to tista prava metoda za nas, ki nam lahko pomaga? Lahko bo že tale prispevek koga spodbudil, da bo začel razmišljati tudi v tej smeri, da bi morda postavitev lahko bila tista. Jaz v osnovi mislim, da je postavitev lahko primerna za vsakogar, kdor išče neko razrešitev za svoje odnose, bodisi v odnosu do svojih staršev ali v partnerskih odnosov, ali ima nek občutek nezadovoljstva, da je to lahko neka dragocena pomoč. In tudi delavnice so tako narejene, da smo lahko ali opazovalec ali postavljalec. In zelo smiselno je, da če metode ne poznamo, da prvič pridemo kot opazovalec. To pomeni, da nimamo svoje postavitve, temveč opazujemo družinske postavitve drugih udeležencev in v njih lahko aktivno sodelujemo kot predstavniki. In potem bo vsakdo tudi začutil po taki izkušnji, ker težko je to, kar se dogaja tam v 2 dneh, težko je to vse z besedami opisati, zato je smiselno izkusiti in bo vsakdo potem po taki delavnici lahko začutil, ali je to tisto, kar bi njemu pomagalo. Lahko pa povem, da praktično vsi ali pa velika večina ljudi, ki pride, so zelo navdušeni in potem tudi pridejo ponovno, ko se odločijo, da bodo tudi postavili svojo družino. Boštjan, je še kaj takega, kar se ti zdi pomembno za konec, da bi še omenila? Mogoče to, da je ta metoda res dragocena in da s tem, če gremo na delavnico in postavimo svojo družino, da ne naredimo to samo zase, temveč naredimo tudi tako za svoje prednike, kot tudi za svoje otroke. Jaz se spomnim en dan, jaz sem večkrat bil kot udeleženec, tudi ko sem bil še v procesu šolanja za to metodo. In spomnim se neke delavnice, ko sem vedel, da bom naslednji dan imel postavitev, da sem tisto noč sanjal svoje stare starše, po mamini in po očetovi strani, s tem, da teh po očetovi strani sploh nisem poznal, ker so že prej umrli. In je bil en tak njihov pogled pa občutek, da bo jutri se nekaj pomembnega zgodilo, da bo prišlo do neke razbremenitve. In dejansko se je potem to tudi na delavnici zgodilo. Tako da v bistvu s tem, ko postavimo svojo družino, pomagamo svojim prednikom, tudi če so že mrtvi, ker vedeti moramo, da postavljamo v nekem prostoru, kjer ni časa, pomagamo sebi in pomagamo tudi svojim otrokom, vnukom ali pa če rečem sem tistim, ki bodo še prišli. Ker če mi en tak vozel sprostimo, potem ne bo potrebno, da bi se prenesel na naslednje generacije. Gre torej za metodo, ki resnično deluje. Deluje. Boštjan, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Prosim. Vam seveda želim, da metodo postavitev družine izprobate tudi v praksi. Vsekakor naj vam izboljša kvaliteto vašega življenja in medsebojnih odnosov. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje.